aparat imam. Ampak ja, če hočeš biti lep, treba potrpeti. Jaz cel life trpim, zakaj še nisem lep? Še se rima. Jo, barabe, danes bomo govorili pa o eni stvari, ki bom z užitkom govoril o tem. Kdor me spremlja zadnje čase, smo na Instagramu... Kaj je to? Sem na Instagramu ful posvečal pozornost na sex life. Se pravi, pisali smo razne fantazije, kaj smo doživeli, kaj nismo, kaj bi radi doživeli, o čem fantaziramo, ali je pomembna veličina penisa ali ne. Gangbang, pač svašta, res, ful je bilo Stari, zdaj bom piskal zaradi tega aparata. Ful je bilo zanimivo. In malo sem nekaj o sebi povedal, kaj sem doživel, čeprav vsega vam spet ne morem povedati. Ne, recimo tisto, ko sem porival transa na Tajski, fuck. Sem nekako potem študiral o tem, da pornografija je toksik. In sem prav rekel, pizza, ful bi rad govoril o tem. Jaz pač mislim, da porniči, pornografija in vse, kar je povezano s tem, je toksično. Zakaj? Jaz sem glede teh stvari zelo odprt človek. Tako odprt, da mi lahko daš dildo v rit. Se opravičujem za vse grde besede, ki bodo v tem videu nastale, ampak tako da žal, jaz vam vedno povem po kmečko, tukaj ne bomo nič glumili fine. In jaz sem začel pornografijo zelo hitro gledati, ampak ni bilo tako kot včasih, ne. Mi, ko smo bili otroci, stari, gledati porniče, to je bil praznik. To si mogel prav narediti plan. Moj foter je imel porniče tako gor na vrhu omare in je bila taka ena letvica in za letvico so bile te kasete, videokasete, kakšni DVD, internet. In jaz sem stopil na kavč in iz kavča sem se tako stegnil in sem pobral in sem rekel, ne, to ne bi danes, ne, to ne bi, ta je dobra. In pa sem gledal, to je bil praznik, stari. Kako bo za ti to kaseto vzel? Moraš paziti, da foter ne prije nazaj, mama, da gre od doma, brat, da gre. To je bil cel plan. In toliko si bil ti sam in se vedel, da noben ne bo letel domov še par ur. Life. Gremo gledat porniče. To je bilo prav, stari, to je bilo prav navdušenje. Ti si drhtev, ko si dal video kaseto not, ko si stisnil play, ko si ti videl golo rit, golo žensko, joške. Wow, ne, to ni danes, ko 12-letni frot vzame telefon, Pornhub, pogleda, si ga flikne, ne, stari. Odrasli brez interneta in brez tehnologije, bom rekel, tako napredni, kot je danes. Internet, stari, to je bilo za nas meka, to je bilo za nas sveto, da smo imeli mi možnost iti na internet, ampak mi na internetu nismo upisali porn, mi smo vtipkali seks. In potem si ti v te strani in ti si to klikal, leto, pač to je bilo noro, ne. Tič je stal ko ročaj od sekire. Trd, to je praznik. Ampak tukaj nastopi tudi en velik minus. Pornografije v meji normale je zdravo. Pač ljudje moramo imeti svojo fantazijo. Mislim, da vsak človek na svetu ima neko fantazijo, sanjari, fantazira, kako bi to, kako bi tisto, kako bi tretji. Eni v gangbangu, tretji v tem, da imajo 10 žensk v džakuziju, ženske sanjarijo, da jih strese 8 črncev, da vodijo najbolj romantičen seks na najbolj romantični lokaciji, četrta bi rada dobila roko, celo pest urit, ampak fantazije so zdrave. Fantazije, mislim, da ti popestrijo življenje, to mora biti. Ko začneš ti porniče vsakodnevno, na dnevni bazi gledati, to pa ni cool, to pa postane toksično. Zakaj ni cool? Zato, ker ti, če začneš porniče gledati že kot otrok. Ti si že kot otrok postaviš neke temelje, kakšna mora tvoja ženska biti in kakšen mora biti tvoj spolni odnos. Ti gledaš tam svašta, pljuvajo, davijo, šamarajo, urit, nabijajo, derejo, pač vemo vsi, kaj se v porničih dogaja. Ker iskreno, če bi bil pornič posnet, da je ženska tako, kdo bi to gledal? Noben. To je porna industrija, to so profesionalci, to so scenariji. Jaz sem začel gledati porniče pri 10-12 letih, otrok, in ti si že takrat narediš podlago, kakšen mora biti tvoj seks. In potem, ko ti spoznavaš eno punco, se daš dol z njo, paziš, da stari, to ni to. Ona se ne dere, ona te ne pljune, ona ti ne da urit, ona ti ne pusti urit, ker jo boli, ona se ne nabija, kot da si trampolin in si razočaran. So punce, lahko se pohvalim, da sem bil s parimi ženskami, ki so bile še stopnjo više od porno zvezde, se pravi, še bolj divje in še bolj vsega, ampak ni pa vsaka taka. Čeprav, če ti te porniče ne bi toliko gledal in si delal s temi videi podlago, kot tvoj seks mora zgledati, ti bi lahko mogoče užival tudi v čisto povprečnem seksu, se pravi, brez grobosti, brez nekih ekstremnih stvari. Ampak, ker si ti navajen to videti in ko dobiš punco, ki pač v celem seksu naredi in nič takega drugega, dej me prasec, nabij me prasec. Shit, pardon. To ni to, ne? In ti pade dol. In ti potem poslednjo tudi ta punca pade dol, ker ti ni to. Ampak ni v njej problem. Problem je v tebi, ker si zrastel
na takih porničih. Ampak se pravim, so še vedno ženske, zdaj govorimo o svojem primeru, se pravi kot moški, kot straight, so še vedno ženske, dekleta, ki, bom rekel, jih lahko primerjajo s porno igralko, ker ti bo dovolila vse. Govorim iz lastnih izkušenj, stari. Bil sem že s kakšno punco, kjer je bil pač zame osebno seks kar neki, ampak li zaradi tega, ker ni bilo nič od nje, ker ni bilo tistega, kar gledam in ni bilo tistega, kar rad gledam. In potem si rečeš, fuck. In potem nekako na silo začneš iskati to žensko, kot je v porničih, da boš dal ven iz sebe to, ne, gledaš en pornič, fuck, kaj mi dela, gledaš drugi, tretji, meni ni strano o tem govoriti, ne, in gledaš vse te porniče in bi rekel, fuck, jaz bi rad to delal, jaz hočem to delati, kar se dogaja v pornofilmih. Pol pa vidiš, da ti lih ne moreš pri vsaki, ne. Najbolj smešna stvar je, da vsi moški mislimo, da vsaka ženska bo kar dala nam urit, ne, kao Jani Panike, ne, vse delajo v porničih, ne, probaj dati neki urit, pa boš videl. Mislim, da boš hitro rekel, a ja, pizdarija. Zdaj pa vem, zakaj nočeš urit, ne. In potem, če ti ne da urit, smo vsi užaljeni, vse to ni nič takega, ne. Pizda je. Ampak to je vse zaradi teh porničev, ki jih gledamo. In zato sem jaz mnenja, da kasneje, ko gledaš porniče, bolj boš imel zanimiv sex life. Posledično tudi tak, ni da ti bo vsaka zabila tvojega korenjaka not v grlo in se davla na njem in ti polizala rit in ti dala v rit in se nabijala, kričala in te zavezala in te bičala in se drla, da bojo vsi sosedi vedeli, kako Marjan poriva. Davla, da boš bil rdeč kot paprika in da boš ti njo nafilal kot papriko. In potem, ko se ti navadiš na eno tako, na drugo tako, na tretjo, pride četrta, ki taka ni. In pol je razočaranje. In pol je ti kot moški prasec odjebeš, kao neki me ne tebi moti, ampak v bistvu nimaš šajci povedati, pač nimaš več, kako se daš dol, ne. In potem punca, ki ni nič kriva, ker pač če se ti ne porivaš kot porno zvezda, to ni nič narobe s tabo. Lih obratno. Je pa res še en problem, recimo, ki sem ga jaz imel v življenju, moja prva punca, s katero sem zgubil nedolžnost, je bila v posli porno zvezda, to nimam kaj za dodati. To je bil še večji minus za me, ne, že tako sem do nje, jaz sem pri 18 ali 19 izgubil nedolžnost. In že tako sem do nje zdrkal na vse porniče, ki obstajajo, veš, ko priješ domov, lepo si sam, greš na računalnik, ko sem bil 17-16 star, so že bili mislim, je že bil internet bolj dostopen, greš na Pornhub, kamorkoli in 1 uro iščeš pravi pornič. In iščeš toliko dolgo pornič, dokler ne najdeš, to je top. Prava ženska, prava lokacija, prava svetloba, idealna poza, zdaj se ga bom fliknil, ne. Včasih recimo si šel prvi pornič, ki je bil, si ga zmetal, to je to. Danes recimo, stari, to lahko traja 2 uri, ker hočeš prav najti tisto, kar tisti dan se počutiš. Zdaj bi pa najdu eno na plaži, amaterko. Dajte priznati, fantje, včasih smo vsi gledali profesionalno pornografijo. Dajte priznati, da danes iščemo amaterke, amaterske pare na Pornhubu ali kjerkoli, kjer se snemajo doma, kučni proizvod s telefonom, z neko poceni kamero in ni nič profesionalnega. Je tako, da so te porniči dosti boljši kot tisti profesionalni. Ker imaš tam feeling, da, oziroma pri teh amaterskih, veš, da dejansko ženski res paše, ne, in res uživate v tem, ni nič zaigrano. In zato toliko boljše je to pogledati. In ja, in toliko dolgo iščeš ta pravi amaterski pornič, dokler ne najdeš, evo jo, ti si točno to, kar si želim, ti boš danes moja. Ojoj. Ja, in zato pravim, dajte čim manj to gledati, ker tisti mladi, ki mi sledite, ker boste razočarani, po nepotrebnem, ker mogoče, če ne bi bil človek toliko opran s pornografijo, bi mogoče užival tudi v najbolj nežnem in najbolj bednem spolnem odnosu. Čeprav jaz sem mnenja, da spolni odnos ne more biti nikoli beden. Redko kateri človek dejansko ne uživa v tem. Mislim, da v tem uživamo vsi. Ampak so ljudje na svetu, ki jim seks ni vse. Ki jim je seks pač, pa ja, okej, vse paše, ampak jim ni to prioriteta. Recimo, jaz še priznam, meni je seks zelo pomemben faktor. Jaz da nimam sare. Jaz bi danes imel, bi bil že v fazi ajca. Res, prisežem, da sem pa milijonar, bi pa bil po moje že pokojni. Tako da dobro, da imam punco, če ne bi imel že po moje vse bolezni, kar se da imeti. Zato sem mnenja, da je pornografija toksik in manj, ko bomo gledali, bolj bomo uživali v življenju, ker ni vsaka punca porno zvezda in ne bo ti vsaka punca dala urit in ne bo ti vsaka punca pustila, da jo mečeš po poljski, pljuvaš, daviš in ne vem kaj delaš vse po njej. In potem nekoga, ki mogoče bi te imel rad in bi lahko z njim funkcioniral in živel, bom rekel, neko lepo življenje, ga odjebeš, ker pač ti seks ni s to osebo dober. Ne? In to je pa spet dvorezni meč. Seks v vezi je zelo pomembna stvar. Ne? Če ni dober seks, mislim, da potem povsod škripa. Ne? Je pa res, da
Zdaj, zaradi seksa, če ni seks dober, da ti človeka odjebeš, to spet ni cool. Če te ta človek ima rad, če ti je všeč, če je kemija, če funkcionirata, zakaj bi to zgubil samo zaradi seksa? Se pač počasi navadiš to osebo, mogoče na kakšne nove stvari. Ne bo zdaj čez en teden in tako je zabil tak dildo v rit, ampak da se vse. Ampak ljudje smo slabo se jebe, kurce gleda, ne. Sem bil enak. Dajte če manj gledati pornografijo, se pravim, zdravo je pogledati, pa tam kakšen pornič se sprostiti. Recimo ena dobra stvar. Mene je 10 let nazaj 2 zoba, sta me bolela tukaj zadaj, 2 naenkrat. Jaz nisem mogel spati, jaz nisem vedel, kaj narediti. Sem rekel, kaj naj jaz naredim. In ker me je toliko zob bolel in ker nisem mogel spati, sem rekel, jaz se ga fliknil. Stari moj, v trenutku orgazma sta mene oba zoba nehala boleti, stari moj, prisežem. Sicer to je trajalo 3 sekunde. In jaz sem pol na pol ure si ga fliknil, zato da me zob vsaj 3 sekunde ni bolel. Dajte ostati zdravi, dajte se imeti radi, dajte seksati, seks je zdrav, ampak nikoli ne silite človeka, če mu nekaj ni všeč, stop. Ne vem zakaj, ampak določeni ljudje mislijo, da bolj ko boš rinil v osebo, da bo enkrat te osebi všeč. Če osebi ni všeč urit, in ni, ne siliti v to. Fanti in dekleta, lepo se imejte. Čau!